Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je Janez Krstnik zagledal Jezusa, da prihaja k njemu in je rekel: Glejte, jagnje Božje, ki odjemne greh sveta. Ta je tisti, o katerem sem rekel: Za menoj pride mož, ki je pred menoj, kajti bil je prej kakor jaz. In jaz ga nisem poznal, vendar sem zato prišel in krščujem z vodo, da se on razodene Izraelu. In Janez se je izpričal: Videl sem duha, ki se je spuščal z neba kakor golob in ostal nad njim. In jaz ga nisem poznal. Tisti, ki me je poslal krščevati z vodo, mi je rekel: Na koga boš videl prihajati duha in ostati nad njim? Tisti krščuje svetim duhom. In videl sem in pričujem, da je ta Božji sin. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Na današnji praznik župnijskega žegnanja, samo dan po prazniku svetega Antona Puščavnika, je prav, da se tudi ustavimo pri njegovem zgledu, zato ker nas njegov zgled lahko napolnjuje zaupanje, pa tudi s hvaležnostjo. Za svetega Antona lahko rečemo, da je bil res človek, ki je znal prisluhniti Božji besedi. In to kot mladenič. Ocenjuje, da tam pri 18-20 letih, takrat je ostal že brez obeh staršev, je tako močno zaslišal Božjo besedo, da ni ostal samo pri poslušanju, ampak je začel z dejanji in je postavil svojo življenjsko smer, odločitev. In po Božji besedi se odločil, da se odmakne iz vrveža, hrupa ali od tega utripa sveta in da gre v tišino, v samoto, za večjo povezanost z Bogom. In prav v tem odmiku iz sveta, in to v tistem času, to je bilo leto, če je bil 20 let star, 270. 270, to je toliko stoletij od našega življenja. Pa že takrat želja po tišini, po miru, po premišljevanju, a ni toliko bolj danes v tej naši naglici, hrupu, vse stvari priletijo dobesedno pred nas. Z vso tehnologijo svetovnega spleta, ali smo toliko bolj poklicani, da imamo svojo svobodno odločitev, da bi tudi izbrali trenutke tišine. Puščava, ki jo je dejansko izbral Anton Puščavnik, je bila v njegovem okolju blizu. Ampak puščava je lahko tudi naša domača hiša, naša soba, trenutek miru, tišine. Puščava je lahko korak, ko naredimo sprehod po Ljubljanskem barju, ko se umaknemo iz tega oklepa naglice dela ustvarjanja, da se nekaj pokaže. In puščava je lahko tudi bolniška soba. Človek v tišini premišljuje, čaka. Razmišlja o svoji prihodnosti,
ne samo v tem trenutku. In tako je sveti Anton, ko se je prav dejansko umaknil v mir in tišino, bil v svojem življenju vedno v tem ravnanosti pravilnega odločanja. Res, da je sprejel kot mlad fant to odločitev, ampak to odločitev v življenju potrjeval. Vedno znova in v tem se vidi njegova zvestoba. Pri življenjski odločitvi zvestoba v dejanjih, za katere je čutil, da so pravilna. In kako dostikrat tudi sam pomislim, človek, ki gradi, ohranja zvestobo do Boga. Tak človek tudi ohranja in gradi zvestobo do bližnjega, do sočloveka. Za svetega Antona v življenjepisu nekako je nakazano, koliko je imel tudi preizkušenj. Kdo pa ni brez preizkušenj, ali skušnjav, ali dvomov, težav v življenju. Ampak zvestoba je tisto, kar daje človeku trdnost, smer ali temelj, ki človeka ohranja. Poleg odločitve, zvestobe pa bi omenil še tretjo stvar. Vse bi jih lahko več pri svetem Antonu, ampak ta tretja stvar se mi je tako močna, poglavitna pa je njegova skrb za razumevanje ali za edinost. Vsaj dvakrat je šel na prošnjo takratnega škofa v Aleksandriji, prav v to za tisti čas največje egiptovsko mesto, lahko bi rekli glavno mesto. Pa je šel zaradi prošnje, ker je bil napetost, spor, nerazumevanje med kristijani. Med kristijani se začela napetost tudi potvarjanja verskega izročila, ali krive vere, arianizem. To je takratni škof Ari Jezusu Kristusu oduzemal, da je pravi Bog. Za človeka so ga priznavali, izrednega človeka, da je pravi Bog, pa se je odmikalo. In sveti Anton Puščavnik, mož molitve vere, odločitve zvestobe, je svojo navzočnostjo pa jasno besedo potrjeval, Jezus Kristus je tudi pravi Bog, je naš odrešenik. In kristijanom v tistem času dal eno smer razumevanja, spoštovanja, miru, enotnosti. Današnjo nedeljo, 18. januar, vstopamo prav v teden molitve za edinost med kristijani. Kot da bi že vnaprej sveti Anton pokazal svojim zgledom, gradnja ali skrb, prizadevanje za edinost ni stvar, ki se jo kar opravi in je narejena. To je utrip našega življenja. Tudi sami v svojem življenju to prepoznavate, ne bo to vaša družina, ne bo to stik, odnos, beseda z bližnjim. Vedno znova smo poklicani k iskanju pravega spoštovanja, razumevanja, miru. Tistega miru, ki prihaja od Boga, ki ni samo odsotnost besede ali prepira, ampak mir, ki ga nosimo v svojih srcih. In sveti Anton Puščavnik je priprošnjik za edinost, za mir, za razumevanje. Naj bo današnji praznik, ki je žegnanje, praznik naše župnije, praznik molitve, hvaležnosti in pa tudi prošnje, da bi znali in zmogli poslušati Božjo besedo, da bi bila zvestoba Bogu in bližnjemu in tudi vsak dan iskanje prave poti edinosti, razumevanja.
naj sveti Anton Veliki prosi za nas, za naše družine in za vso našo župnijo. Sedaj pa tudi skupaj izpovemo vero.